Premierno tekmo nove sezone na stadionu ob jezeru v Velenju sta odigrali ekipi Rudarja in Krke. V obeh taborih je prišlo do precejšnjih igralskih sprememb in tudi do enega prestopa med kluboma, kajti Jaka Bejše se je iz Krke vrnil v Velenje, kjer je že igral. 13. medsebojna tekma oziroma 7. na stadionu ob jezeru in v 11. minuti poskus Ejupa s prostega strela, žoga mimo gola. V 16. minuti tudi priložnost za ekipo Rudarja. Knezović je poslal žogo Dediću, ta pa je poskusil z desne z lobom, to da ni bil dovolj natančen. V 31. minuti ponovna priložnost za domačo ekipo, obetavna akcija Rudarja, Babič je poslal žogo v sredino, Bolha pa je nazadnje žogo preslabo udaril za vratarja Mitrovića. V 39. minuti izjemna priložnost za Krko, ko se je Perić na desni strani dobro znašel, to da ni uspel premagati domačega vratarja. V 43. minuti pa akcija za zadetek, ki je nazadnje tudi odločil zmagovalca. Lepa akcija, ki jo je zadetkom kronal Perić. Z odlično podajo je postregel Novinić, ki je našel Perića, slednji pa je torej v kazenskem prostoru z natančnim strelom po tleh matiral domačega vratarja Radana in to je bil zadetek za zmago Krke, ampak tudi drugi polčas je še ponudil nekaj lepih obetavnih akcij. Krka je bila še nekajkrat zelo nevarna, tule bomo videli eno izmed njihovih akcij. Po predložku Marotija je z glavo zaključil Novinić, vendar pa je bil premalo natančen. Potem pa z prostega strela ponovno Ejup, še en močan udarec, tudi tokrat premalo natančen. Gremo v 67. minuto, še en poskus Krke, ki je imela v teh minutah pobudo, takole je Mojstrović poskusil, to da ne dovolj natančno. V 68. minuti je Bejše, kot rečeno nekdani nogometaš Krke, žogo poslal na drugo stran, kjer je Eterović poskusil, to da ni bil dovolj pozoren. Eterović je povratniku velenjsko ekipo. Še ena akcija za ekipo Rudarja. Bolha v kazenskem prostoru, pripravil je strel Prašnikarju, ki pa je akcijo slabo zaključil, potem pa ponovno Krka po podaji Novinića je Dangubić takole meril z 20 metrov, vendar pa premalo natančno. V 79. minuti še ena akcija Rudarja, podaja Jahića, nato pa je pred vratarjem Mitrovićem do strela prišel Prašnikar, ampak zanesljiva obramba vratarja Krke. V 89. minuti pa priložnost za izenačenje, takole so se znašli domači pred vrati gostujočega vratarja, ampak je žoga odšla po poskusu Bolhe preko gola. In nato še dve priložnosti Krke, ko je nazadnje Fuček zadel tudi okvir domačih vrat, ko bi lahko Krka potrdila svojo zmago, ki pa je vendarle ostala pri 0:1. Torej zmaga Krke v Velenju in najprej kratek vtis iz tabora gostujoče ekipe. Mislim, da smo se dobro prilagodili, tudi igra pač ni bila na nivoju, tudi zaradi teh pogojev in smo šli dobesedno danes na rezultat. Vedeli smo, da bomo imeli svoje priložnosti. Jaz gojim igro, da smo napadalni in da zabijamo gol vsako tekmo. Danes smo ga zabili, prijeli nismo nobenega in mislim, da smo zasluženo zmagali. Kot sem rekel, slab prvi polčas, malo boljši drugi polčas, ampak na koncu ni bilo dovolj, da spreobrnemo izida. Veliko je novih obrazov, veliko časa bo trajalo, da se uigramo kot ekipa. To traja nekaj časa, ampak verjamem, da nam bo uspelo.